Dandanes dijaki predstavljajo vedno večji problem profesorjem po gimnazijah. Ne morem več. Mislil sem, da bom zmogel. Enostavno so pretrd oreh zame. Profesorje na to na fakultetah niso pripravili. Jaz res ne morem več. Dijaki so dejansko spili z mene vsa čustva, kar sem jih imela. In včasih imam občutek, da sem čisto navadna med to. Težko je povedati. Zato smo izdali poseben izobraževalni priročnik za profesorje. 101 način za pridobitev avtoritete v razredu. Prvo poglavje. Kako pripraviti dijake, da so psihično prisotni pri pouku? Najprej se razgledate po razredu, če imajo vsi vse potrebščine. Če opazite dijaka, ki ima na mizi nepotrebne stvari, ki nimajo zveze s poukom, naredite sledeče. Psihično prisotnost ni težko doseči. Toda kako doseči fizično prisotnost? Za dosego tega cilja se boste morali naučiti kar nekaj zahtevnih tehnik. Toda brez skrbi, tudi te boste kmalu obvladali. Če med uro skozi okno zagledate dijaka, ki bi moral biti prisoten pri vaši uri, lahko reagirate na različne načine. Za take primere je vedno priporočljivo imeti s seboj fračo. V vašem razredu si ne bo nihče več upal špricati. Obstaja pa tudi drugi način. V primeru, da ste fračo pozabili doma, pa nekaj telefonskih številk vedno pomaga. Šupa je tukaj. Veš, kaj moraš narediti. Seveda pa vas moramo pripraviti tudi na take dijake, ki jih ni strah izraziti svojega mnenja in vam v nekaterih primerih tudi ugovarjati. Če dijak preveč opleta z jezikom, ga sunite v čeljust od spodaj navzgor. To bi moralo povzročiti, da se ugrizne v jezik in posledično neha govoriti. Če imate pri sebi hladno orožje, ga za počasno smrt zabodite v trebuh. Za hitri konec pa mu prerežite vratne žile. Seveda pa je najlažji način, da dobite argument, vedno ta, da imate s seboj strelno orožje. Ja, ne bo dobro, samo en je. Ni res, dva sta. Ne, glej, jaz pa vem, jaz sem hodil na faks, to ni. En je in pika. V slovarju piše, da sta dva. Slovar je slovar, jaz ti povem, jaz sem hodil v šolo, en je. En. Glej. En je, okej? En.
To je samo nekaj izmed 100 nasvetov za profesorje, ki jih vključuje izobraževalni priročnik. Sedaj pa prisluhnite pričevanjem zadovoljnih profesorjev, ki so upoštevali nasvete in postali uspešni. Odkar sem si ogledal izobraževalni priročnik za profesore, sem si končno pridobil avtoriteto razreda. Sploh ne vem, kako bi si pridobila strahospoštovanje vseh dijakov, če ne bi pogledala tega čudovitega priročnika. Zato ga priporočam prav vsem učiteljem tega sveta. Res je dober. Priročnik je bil preveden v 126 jezikov in je dostopen tudi v Sloveniji. Če naročite zdaj, dobite še brezplačni DVD, kako si pridobiti avtoriteto v družini. Cena brezplačnega telefonskega klica je 0,75 evra.